Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pravljično junakinjo čebelico Majo pa zagotovo poznate vsi, kaj ne? Tudi sama sem izjemno rada prisluhnila njenim prigodam. V tokratni pravljici se bo Maja odpravila na potep. A vse ne bo potekalo čisto po njenem planu. Le kaj vse se je zgodilo in koga vse je srečala na svojem potepu? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Čebelica Maja gre na potep. Čebelnjaku je danes res živahno. Rodile so se nove čebelice. Starejše čebele imajo veliko dela, kajti poskrbeti morajo zanje. Mali Maji se vse skupaj zdi velikanska zmešnjava. Ne ve še, da vsaka čebela svoje dele dobro pozna in da zdaj ni časa za igranje. In kot vsak otrok mora tudi Maja v šolo. Spoznati mora delo, ki jo čaka, ko bo zrasla. Danes so čebelice z učiteljico Kasandro odletele na prvi izlet. V vsakem cvetu je kapljica sladke tekočine, ki ji pravimo nektar, razlaga učiteljica svojim učencem. Nektar spravimo v lonček. Ko je poln, ga odnesemo v čebelnjak. Šele tam nastane med. Nabiranje medu je nekaj časa kar zabavno, potem pa postane dolgočasno, premišljuje Maja. Veliko raje bi si ogledala svet. In zato se skrije v cvet. Čebelice so medtem odletele drugam in Maja lahko gre na potep. Ja, kaj pa je to? Deževnik, dva hrošča in mravlja se od smeha držijo za trebuhe. Norčujejo se iz zavaljene in nerodne gosenice. Sram naj vas bo, grdobe, se jezi Maja in tolaži žalostno gosenico. Daj no, saj sploh nisi tako grozna. Si tudi ti žuželka? Vpraša Maja žabo. Raga, ne nisem, ampak strašno rada jih imam. Kar požrla bi jih, tako rada jih imam, razloži žaba čebelici. Smešen odgovor, si misli Maja. Tedaj švigne mimo nje dolgi in lepljivi žabji jezik. In čebelica prestrašeno odleti. Ko sreča kačjega pastirja, je bolj previdna in ga že vdaleč vpraša, če je žuželke. Pravzaprav jih jem, pove kačji pastir, ampak ti imaš želo, ki mi ne tekne, zato tebe ne bom požrl. Maja je kar ponosna nase in na svoje strupeno želo. Na pomoč, kriči Maja. Iz vode pod njo švigne temna senca. Čebelico bi skoraj požrla riba. Komaj se je rešila na list. In kot kupček nesreče čepi na njem in si ne upa nikamor več. Tako je prestrašena, da ne opazi nevihte, ki se bliža. Šele ko zagrmi in se zabliska, se zave, da jo bo ujel dež. To je prva nevihta v Majinem življenju in zelo jo je strah. Ko pa je vse mimo, sklene, da je za danes videla dovolj sveta in da gre domov. Ampak kje je čebelnjak? Ne najde prave poti. Tedaj pa zasliši, da jo nekdo kliče. Kasandra je. Maja, povsod te iščem. Brž domov, nekdo te čaka, reče učiteljica. Kdo pa? Je radovedna Maja. Metulj, ji pove Kasandra. Tega metulja ne poznam, pravi Maja. Potem se pa spomni. O, seveda te poznam. Ti si bil tista smešna gosenica, iz katere so se norčevali hrošči. Zdaj si pa tako lep metulj. Tako videz velikokrat vara. Grda gosenica lahko postane čudovit metulj. In lep svet je lahko zelo, zelo nevaren. To si velja zapomniti. Kako prikupna je tale čebelica Maja, pa tudi pogumna, kar sama se je odpravila na potep in spoznala nove prijatelje.
Po ubogi gosenici, iz katere so se vsi norčevali, je stopila v bran zelo pohvalno. In še dobro, da Maja ni ujela nevihta. Potem bi se tale pravljica najbrž malce drugače končala. Konec dober, vse dobro. Tako za čebelico Majo, kot tudi za gosenico, ki se je medtem prelevila v čudovitega metulja. Otroci, v mojem knjižnem kotičku boste prav zagotovo našli še kakšno prijetno pravljico, ki vam je všeč. Pozdravček prav vsem in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!